TPV Automotive je trenutno eden od vodilnih dobaviteljev nosilcev za baterije v avtomobilski industriji. Kot večina proizvodnih podjetij v Sloveniji so tudi oni energetsko intenzivni, zato podražitve elektrike močno vplivajo na njihovo poslovanje. Letos smo že pod 5-kratnikom nekih normalnih do sedaj vrednosti električne energije. Vsak izredni dvig cen pomeni poslabšanje poslovanja in negativne vplive, ki jih je treba kompenzirati na kakšen drug način. Vsaj del bremena bodo morali prenesti na kupce, pravi Renda. Moramo povedati, da tale izredna podražitev prihaja po lanski podražitvi osnovnih materialov in pa po 2 težkih koronskih letih, tako da že itak načeto gospodarstvo praktično prehaja še ta energetska kriza. Vse investicije, ki so v teku, so v duhu minimalne porabe, poskušajo tudi najti kakšne druge prihranke. Z visokimi cenami električne energije se ne sooča le gospodarstvo, ampak tudi javni zavodi. Poglejmo v galerijo Božidar Jakac. Cena električne energije na letni ravni je bila v letu 2021 okrog 22 tisoč evrov za kompleten objekt. Letos predvidevamo, da se bo zaustavila nekje na številki 38 tisoč. Projekcije, ki pa so trenutne za naslednje leto, pa kažejo ceno električne energije na letni ravni krepko čez 200 tisoč. Razmišljajo, kje bi še lahko privarčevali, a gradivo, nacionalno bogastvo, ki ga hranijo, seveda zahteva določene pogoje. Ti pogoji so, da je temperatura vsaj nekje 18 stopinj, ki jo moramo zagotoviti vlago, kar pomeni pri nas tudi razleževanje, kar pomeni spet strošek elektrike in tako naprej. Milovanovič pogodbe za naslednje leto ob prej omenjenih cenah še ni podpisal. Pod temi pogoji seveda tudi ne nameravam se zvezati za neko daljše obdobje. Za samo elektriko, dobavo električne energije imamo to srečo, da občina Krško izvaja skupno javno naročilo, tako da imamo do konca letošnjega leta v skladu s pogodbo zagotovljeno nekako fiksno ceno in ne pričakujemo povišanje tovrstne cene energenta do konca leta. Pravkar smo tudi podpisali pooblastilo oziroma soglasje za pričetek pogajanj za prihodnje koledarsko leto, tako da upamo, da bo občina v tem pogledu uspešna, kar se tiče izpogajane cene za dobavo električne energije. Največ preglavic jim zaenkrat povzročajo cene plina, poudarja Planinčeva. Lahko samo povem, da se je cena plina primerjalno ob pričetku lanske kurilne sezone s ceno plina ob pričetku te kurilne sezone oziroma vemo ceno za mesec avgust povišala kar za 350%. Tako da najbolj nas namreč skrbi, kako bo s ceno do konca leta, tudi če bo dobava zagotovljena. Na rast cen pa so se že odzvali v krški lakirnici Sob, ki se ukvarja s praškastim lakiranjem kovin. Vse naprave v naši lakirnici delujejo ali na elektriko ali na zemeljski plin in brez teh 2 medijev ne moremo funkcionirati. Zato smo v letošnjem letu sprejeli odločitev, da investiramo v izgradnjo sončne elektrarne. Z namenom, da si prvič zagotovijo lastni vir energije in drugič, da lahko vsaj delno vplivajo na stabilnost lastnih prodajnih cen. Elektrarno so namestili na streho objekta in kot ocenjujejo, se jim bo naložba ob trenutnih cenah električne energije razmeroma hitro povrnila. Računamo, da bomo, torej vsaj kar se tiče potreb lakirnice, da bomo zadovoljivi. Ja. To se mi zdi osebno zelo velikega pomena, ker vidimo, kam vodi rast cen, neizogibno v inflacijo. Kaj se bo dogajalo z cenami zemeljskega plina, je težko. Napovedi so zelo slabe. Mislim, da je vse odvisno od dogodkov na svetovnem trgu, na svetovni borzi. Sogovorniki sicer ob občutno višjih cenah energentov pričakujejo pomoč države. Pričakujem neke rešitve kot je že rečeno, na vladni ravni, kajti predvidevam, da ne bomo imeli težave samo mi, ampak kompletni sektor. Vsekakor si pa tudi želimo, da bi dejansko to krizo država razumela kot nek zadnji klic, da bo potrebno nekaj narediti tudi na nacionalni ravni, se pravi poleg sledenju ukrepov na evropski ravni, da bo tudi, se pravi, država naredila nekaj lastno svojega, in na nek način spodbudila neke druge vire, da bo tudi država lahko na nek način bolj energetsko neodvisna in na ta način bomo manj ranljivi.